Kdor ne ve, kje sva še napisala, prečkala sva ekvator in sva zdaj že bolj na južni polobli kot na severni. Evo ti ekvator, medo sva tukaj 0,0,0,0, pač pa še nekaj številk. Te so za nas zdaj nepomembne. Si vesela? Samo da smo bili skopnemu. Ja. Se pravi, danes je bolj oblačno, do kopnega naju loči približno 80-70 navtičnih milj do prvega otoka. Celo noč že jadrava na Špinakar spet, ker ni bilo veliko vetra. Plujemo med 4 in 6 vozli, kar je super hitrost. Tudi če dalje več ptic naju obiskuje, ja, manjše, večje. Po noč so dale kar glavno jadro dol, ker je preveč opletalo, ker je bilo premalo vetra. Če se bo okrepilo, bo dala pa Špinakar dol, pa glavno pa Genova. Zdaj imamo pa še eno opravilo. Ja, kaj boš pa darovala Pozejdonu? Ja, mislim, da imamo malo šampanca, že eno leto ga vozila s seboj, tako da bova mečkim šampanca mu darovala. Ne, po mojemu lahko na te male flaške daš, štamperle. Tudi lahko, bo še bolj zadovoljen po mojem. No, da jedi. No, ajde. Evo, sva si premislila, bova dala kar nekaj, ki malo bolj zažge, nekaj domačega, tako da, pokrovček. Tole je za Pozejdona, za tehnične težave. Za ugoden veter in mirno morje. Mislim, da mogla podati. Mislim, da po legendi moraš en požirk sam narediti, pa še daruješ Pozejdonu. Ne, pa legendo spremeniš. Ajde. Na zdravje. Odlično. Hvala za ugoden veter. In mirno morje. Še naprej. Še naprej naj spremlja naj. Napredujeva najino pot proti francoski Polineziji. Danes je 7. dan. Danes bova prispela na Galapagose, kjer upava, da bova lahko ostala kakšen dan, dva, se malo razgledava, spočijeva, čeprav ne trpiva kaj dosti. Trenutno nimava veliko vetra, zato jadrava samo s Špinakarjem. Tako da imamo lepo 5-6 hitrost. Zdaj je lepše vreme ratalo, tako da še sončne celice dobro delajo. Lepo plujeva, tišina, mir. V daljavi bi se mogoče že lahko videl otok, vendar ga še ne vidim. Tole pa je najina improvizirana streha za senco. Tako da imamo tako okvit kot senca, da nimamo odprte tende. Čisto rede. Mi pa moramo nadaljevati teh zadnjih 6 ur na motor, ker ni čisto nič vetra. Tam na oddaljavi se pa že vidi ta otok, tako da sva prispela na Galapagose. Evo, to je zdaj otok San Cristobal na Galapagosih. Tokrat imamo pa takle sončni zahod za otokom. Evo, takole že celo jutro pa celo noč plavajo okoli nas ti morski levi. Kušnje pa zdaj prišlo, ne? Mama. Zopet nisem mogla spati danes, ker se že celo jutro pod nami podijo tele morski levi. Z ust spuščajo zrak in potem to se sliši v jadrnici kar dobro. Dela skozi. Kako je zdaj spustil te mehurčke. In ko je tip pod jadrnico, se pol te mehurčki dvignejo ob trupu in se pač tako sliši. Seveda se to v jadrnici še veliko bolj sliši. Je pa teh morskih levov tle kar nekaj. Tako da, če to pomnožimo, pa imaš na meško koši bojenje. V glavnem medo so po noč prispela, sva zasidrala. So tele najni kolegi pred nama s Kanadčani,
s katerim bomo verjetno potem nadaljevali naprej pot. Tjulno je polno, celo noč so se oglašali, lajejo, derejo se, kaj delajo, ne vem. Tako da imajo pa vsi ko imajo te dva spredaj, na jadrnici bokobrane, to pa zato, da ven ne skoči, glih tam je en skočil ven, na katamaranu skačil ven, hop. Glej, kako skače ven tam ven. Hop. Glej ga, je prišel ven, glej ga. Ja, pa nazaj ima tako. Tukaj prekrmili od spodaj. Smo dala bokobrane, da ne more glih gor skočiti. Saj malo težji, da ne more. Tika ima ribo ima? Ribo ima? A ribico imaš? Gleda. In spet nazaj. Na tej strani mu je bolj všeč. Ega. Včeraj, ko sva jadrala po noč, v bistvu se je z 1 uro še premaknila ura, zdaj je 7 ur razlike. So potem še 1 uro kar tle sedela na palubi, pa sva opazovala jih, ker tudi po noč so zelo aktivni, pa zelo bolj glasni kot po dnevi. Zjutraj smo pa tudi že zgodaj vstala, ker se je drgnil ob trup, tam leživa v kabini in sva ga slišala, pa so se zbudila. Zdaj gremo pa na obalo, tole tamle sosednja jadrnica prihaja taksi. Kakor sva brala, naj bi stal $1, da te pele. Zdaj, ker z najnim gumenjakem ni pametno iti, ker ga tele tjulni pa gor zlezejo, pa ti ga lahko uničijo, ker jih je tle polno. Tukaj zadaj so že malo nastavila bokobrano, da ne bodo imela poln kokpit teh morskih levov. Zdaj sem počakamo še tale taksi, pa gremo na obalo. Evo, zdaj prihaja pa še po naju, da se bo pa lepo ukrcala. Yeah. Any seals in your cockpit? Yes, tu! Evo, kako zehajo. In zdaj, če imaš tukaj gumenjak privezan, zlezejo gor in ti ga lahko še potopijo, uničijo. To je pa v živalskem vrtu. Ni jim kaj dosti za početi. Like a zoo. Yeah. They're everywhere. It's like when we arrived on the boat, I was like, oh, there's one in the water. Oh, there's another one. Oh, there are a lot of them in the water. Not the most charming sound. It smells something. It's smelly, eh? They're on the back of The her smell boat. of marine life. Fish. No bite. Ja. To niso vse skale, tudi tjulni ležijo gor. Evo, polno jih je. Na tem otoku naj bi jih bilo največ. Derejo se kot ene ovce. Ej, še narak pa.
Nekje je ta vmes, da noter. Drugač Tim je tamle naravnost na sidru. Gremo pa malo tukaj pogledati v trgovino, kakšen kruh kupva. Potem pa nadaljujemo naprej. You see this all over the Caribbean and these poor Mi zdaj iščemo eno trgovino tle na San Cristobalu, na Galapagosih. Moramo danes kar malo izkoristiti ta čas, ko smo tle na kopnu, ker potem moramo odpluti naprej. Že tako smo ilegalno, drugače tukaj plačujejo 2200 do 2500 dolarjev, da se lahko tukaj ustavijo, mi pa smo na črno. Balkanci, ne. Pa najde, kako ananas raste. Je? So po trgovini. Kaj? Kaj? Aha, bova kupila, lej, doručki, konzerve. I don't know. Se sprehajamo po San Cristobalu. Gremo pa tukaj ob obali, bomo šli s tem najnim sosedom in Kanačanom. Bomo šli na eno plažo pogledati, mogoče kakšne morske pse, pravim, da ste jih že videli, da so plavali tukaj. Tukaj imajo te morske pse kladvenice, drugače pa teh morskih levov je ogromno, tako da se malo še poslikava z njimi. Tole je pa kip Darwina, ki je raziskoval tukaj živali. Omejhen je bil proti meni. Ja, pozdravljen Darwin. Tudi jaz sem prišel v tvoje konce. Mi smo prišli do prve plaže. Tamle med skalami ležijo tjulnji, oziroma morski levi. No. Bomo napumpala. Sup? Ja. Ene par kapelj dežja je bilo, mogoče ne bilo slabo, če bi se malo lila, da bi nama spralo jadrnico. Ti mi pa direktno tam ravno. Lepo zga, ko počiva, no. Bo grizno, boš videl. Tam ga popčohe, se praska. Zdaj ga pa da, si odločil, da te ima dosti. Ja, ki ga Ja, nadlegujem. kako je lepo. Oni so ukretni. So kar hitri. Kako hodi. Dobre. Hop. Se bo zadrsal dol, evo. No, tukaj smo zdaj, nam je en gospod še povedal, da ta pot obstaja tukaj, da je veliko ptic za videti. Bomo videli, če je res. V glavnem taka pot je, en krog bomo naredili tudi do sosedne plaže, tam, ki smo mislili itak, tako da en krog naredimo. Mogoče kaj lepega vidimo. V glavno, oba sva navdušena nad Galapagosi, da so se lahko ustavila, čeprav ta otok je v bistvu prvi otok, na katerem se sploh edini, ki se lahko prijaviš. Odjaviš se lahko še enemu drugemu. Tukaj potem tudi, če je treba, recimo na sosednem katamaranu so potapljači prišli, pa so spocali trup, zato ker je šel naprej nekam na druge otoke. Se pravi, ta otok ni toliko strog, kot so ostali, kar se tiče čistoče in vsega. Vidite te kamnine, da je vulkanskega izvora, ti otoki vsi. No, sem rekel, da se bo ta stepla. I don't know, maybe. No, boatman. Yeah. How do you know?
I think this, it's bigger than, Irokeza. yeah. Mi se s taksijem peljemo nazaj. In je čisto ravno. Da vidimo, kako se razumeta Natalija pa morski lev, da sta skupaj tle v vodi. Čeprav on sploh se ne zmeni za njo, zdaj mi nije preletel, on v bistvu ribce lovi. Si snemala? Kako je preletel, mi nije kot torpedo. Evo ga. Mi da se zdaj pripravljamo na odhod tukaj iz Galapagosov, glede na to, da ne bi smela tle biti sploh. To je še zadnji trenutek, mogoče se še pri enem otoku ustavimo, malo skopamo. Potem pa nadaljujemo naprej. 3-4 tedne, bomo videli, koliko časa bomo potrebovala. Greva pa skupaj s tole jadrnico, s temi Kanačani. Ko medva zapuščava Galapagose, ura je 8:30 zjutraj. Tole je otok San Cristobal še. Tule so najna Kanačana, ki greta pred nama pa še eno plovilo Coast Guarda. Pa še tri take ladje, ena še večje. Tako da upam, da naj ne bodo kaj kontrolirali, ker nismo prijavljeni, sicer pa zdaj plujemo. Pazila so še 2 želvi, Natalija je že prej tudi eno videla, evo ti, zdaj je prišla ven. Ni najboljša, ampak špinakerjem v poziciji dženakarja vseeno plujeva s 5 vozli. Tukaj pred nama je še 9 milj do otoka, kjer se bomo danes probali tudi še zasidrati, pa malo raziskati ta otok. Mislim, da je Isla Espanol. Da vidimo, če je tukaj kaj morskih psov, morskih levov, še kakšnih drugih živali. Za nama plujeta tim iz Sran, te 2 Kanačana. Drugače smo pa imela zdaj 2 uri sva gledala. Okoli naju je bilo na tisoče mant, še pred njimi pa delfinov. Žal ne toliko blizu, da bi jih lahko posnela. Sem pa uspel s fotoaparatom nekaj slik narediti z zoomom, tako da vsaj nekaj, v glavno ogromno jih je. Skačejo ven, naredi 2 salte v zraku in potem skoč nazaj v vodo pade. Res ogromno. Kamekoli si pogledal, kakor daleč ti seže pogled v to, ki jih je bilo, ko so se ven metale. Se pravi, koliko jih je še pod vodo. Se pravi, tale jadro ni zdaj idealno takole, ampak zaenkrat gre še v redu. Je pa to maksimum, kar greva lahko v veter. In da so se ostala še na enem otočku. Na tem otočku drugače ni nič, razen tole ena potniška ladja. Se je zasidrala, pa vozijo na obalo tele goste. Najina jadrnica, ki skupaj plujemo, je tam nazadej, še pluje. Se bom pa tele malo zasidral, se malo skopava.
Ne vem, pa ali bova tle spala, ali bomo raje izkoristila pa celo noč jadram naprej. Glavno zdaj, dokler je še 1 uro sonce, dan, bomo tele na hitro malo pogledala situacijo. Še en posvet pred prečkanjem Pacifika. Evo, zdaj smo se tukaj dobili, zdaj pa gremo z ladje, nas vsi gledajo čez stekla. Tako da zdaj gremo pa naprej. Še sončni zahod in z Bogom Galapagosi.